dobrodošli v seriji videoposnetkov sumljive MLM sheme. Živijo! Evo, nov video, nova tematika. Tole je prvi izmed teh videov, to je part 1. In sicer danes bom govoril, zakaj sem se sploh odločil, da začnem s to serijo videoposnetkov. Odločil sem se predvsem zaradi tega, ker je tega že tako veliko pri nas, sploh pa po svetu, da mora nekdo to povedati na glas. Saj, veste, to je tako kot pri mnogih stvareh. Vsi vejo za to stvar, ampak noben pa tega javno ne pove, da bi izvedelo še več stvari. No, v tem primeru gre za sumljive MLM prakse pri nas. Verjetno se spomnite Avona, Bhip, Lioness, Lyconet, zdaj je to MyWorld, iGenius in še verjetno mnogo drugih, za katere tudi če jaz ne vem. Tako da, če si eden izmed tistih, ki je vpleten v te sumljive MLM sheme in si bil opeharjen, daj mi piš na mail oziroma me kontaktiraj preko socialnih omrežij in se bova pogovorila, kaj in kako naprej. Torej, evo, danes bova začela sploh s tem, kaj je sumljiva MLM shema. Sumljiva MLM shema je to, da samo podjetje sicer uporablja legalni način rekrutiranja novih članov in prodaje svojih storitev in izdelkov, vendar večji del zaslužka naredijo člani njihovi kot samo podjetje iz samega rekrutiranja vedno novega števila članov. To ni tako, da kakor se ustavi pri affiliate marketingu, recimo nivo 1, mogoče celo 2, ali pa pri nekih legalnih shemah, kjer se to ne bi ustavilo pri 3. nivoju, 4. nivoju. Je pa sicer dejstvo, da je zelo tanka meja med legalno MLM shemo in nelegalno MLM shemo. Jaz si nekako predstavljam, da legalna MLM shema je recimo zavarovalništvo. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker je na vrhu matično podjetje in poleg teh svojih zaposlenih v podjetju, ki so zastopniki oziroma mentorji, imajo te zavarovalnice še tudi svoje agencije in espejevce in tako naprej, ki tudi za njih tržijo te produkte oziroma storitve. In to gre v bistvu takole. Tako na vrhu je zavarovalnica, vspodaj je pa agencija oziroma samostojni zavarovalni zastopniki. Zdaj, sama agencija ima ponavadi zaposlene na katerokoli pogodbo svoje zavarovalne zastopnike in ti potem tržijo te produkte v imenu seveda same zavarovalnice. In ta zaposleni ali vsem, katero pogodbo ima zavarovalni agent, ki dela za to agencijo, pridobi stranko, skleni z njo posel. In to je legalna shema, kajti tukaj se potem konča ta linija. Ko je končni kupec, se tukaj konča. Medtem ko pri nelegalnih shemah je pa ponavadi to tako. Na vrhu podjetje, potem je član A, ki proda produkt članu B in ta član B proda produkt C in ga tudi ima pod sabo vpisanega kot nivo 1 in to gre potem tako naprej dol. C, D, E, F, G, recimo tako nekje v tem smislu in to gre lahko tudi 20 nivojev dol. In vsi od prodanega produkta nekaj zaslužijo. Je pa dejstvo, da res v veliki večini teh nelegalnih MLM shem zaslužijo res samo tisti, ki so na vrhu ali v sami centrali tega podjetja, ki to trži, oziroma v posameznih državah, kjer so določeni ljudje, ki to pripeljajo v to državo in imajo neko ekskluzivno pravico to tudi tržiti. Če si ti že 30., 50. v neki liniji od tega glavnega, če že to pripelje samo v določeno državo, boš ti zaslužil bore malo. Saj obstaja statistika na netu, da po večini, če se potegne črta, je v povprečju nek zaslužek med 20 do 50 dolarji. Ampak to je res zajeto od vseh teh MLM shem, kajti dejstvo je, da nekatere sheme zahtevajo, da ti kupiš njihove produkte prej, da si sploh upravičen, da lahko tržiš in tako naprej. Je tudi teh načinov zelo veliko. Red alert je že to, da moraš ti, preden lahko sploh uporabiš njihove storitve,
kupiti izdelek plus imeti naročnino. Kajti v nekem normalnem poslovnem svetu gre tako. Ali kupiš izdelek, sicer tudi po zelo visoki ceni, ali pa kupiš naročnino in s tem lahko uporabljaš izdelek. Moram pa tukaj seveda omeniti, da obstaja nek hibrid, ampak to je ponavadi že jasno določeno v teh samih podjetjih. Kajti dosti podjetij se zdaj odloča, da ima nek osnovni produkt, tukaj je razlika, nek osnovni produkt, ti pa z neko mesečno naročnino, vkolikor seveda želiš, lahko pridobiš dodatne ugodnosti. Ampak tukaj se potem konča. Medtem ko pri sumljivih MLM shemah, kot rečeno, kupiš nek produkt, pa je lahko ta najnižje vrednosti, pa moraš kljub temu plačevati mesečno naročnino, samega benefita s to mesečno naročnino pa ni. Tukaj je to glavna razlika. Se bom pa v prihajajočih videih seveda osredotočil na dve najbolj pereči sumljivi shemi, ki sicer v tujini že označujejo kot čisti scam, saj so v nekaterih državah prepovedane. In to je sicer iGenius in MyWorld. Kakor sem že na začetku videa omenil, so to podjetja, ki so zelo sumljiva že iz tega vidika, ker so že velikokrat vmes spremenila ime. In pa glavno dejstvo, ki vam ga seveda noben zastopnik teh podjetij ne bo povedal, je, da so njihovi direktorji, lastniki podjetij že bili parkrat obravnavani zaradi kaznivih dejanj in v kar nekaj procentih teh kaznivih dejanj so bili tudi za to obsojeni. In pač kaj se seveda naredi v Ameriki? Ja, podjetje plača neko visoko kazen in potem so vsi happy. Evo, to je bilo res za prvi video vse. V naslednjem videu pa začnem s tako imenovanimi red flagi teh MLM shem, potem bomo pa, da boste sploh vedeli dejansko, na kaj morate paziti, če boste prišli blizu takšne MLM sheme. Kasneje pa seveda bom šel bolj v podrobnosti pri teh samih podjetij, torej iGenius in MyWorld.